Pozdravljeni na našem 8. srečanju osnov vere in znanosti. Danes smo prispeli na polovico niza predavanj in do konca drugega sklopa teorije nastanka. Naslednji teden začnemo z modulom, ki je posvečen biologiji, geologiji in paleontologiji. Druga polovica bo bolj znanstvena, ne želim pa vas s tem prestrašiti. Upam, da ste do sedaj jasno videli, da je znanost čudovita in osupljiva. Prav tako se bomo potrudili najbolj tehnično vsebino podati tako, da jo boste vsi razumeli. Svetopisemski kreacionizem. Na zadnjih 3 srečanjih sem z vami podelila različne teorije nastanka. Začeli smo s teorijo o evoluciji in potem pojasnili nekaj vmesnih teorij, prejšnjič pa smo govorili o inteligentnem načrtu. Danes bomo končali sklop teorij nastanka z možnostjo, s katero se tudi sama poistovetim in jo imenujem svetopisemski kreacionizem. Vem, da mnogi delite isto stališče. Morda se sprašujete, čemu bi celotno srečanje posvetili nečemu tako preprostemu. Kar se tiče nastanka, kreacionisti verjamemo, kar pravi Sveto pismo v 1. Mojzesovi od 1. do 3. poglavja. To je to, a mislim, da bi bilo dobro opredeliti stališče svetopisemskega kreacionizma in nekaj reči razjasniti. Današnje predavanje sem razdelila na 3 dele. V prvem bom govorila o tem, kaj verujemo. V drugem bom govorila o tem, česa ne verujemo. V tretjem pa o tem, česa ne vemo. Skoraj vse, o čemer bom govorila v prvem delu, sem vzela iz poglavja te knjige. Razumevanje stvarjenja, odgovori na vprašanja o veri in znanosti. Drugo poglavje. Knjigo je napisal James Gibson, ki je bil vrsto let direktor GRI, pred kratkim pa se je upokojil. To je ena izmed knjig, ki jih priporočam, saj je povezana s snovjo predavanj. Vsebuje 22 poglavij, ki so jih napisali različni adventistični znanstveniki in pokrivajo mnoge teme, o katerih smo že govorili in o katerih še bomo v naslednjih dneh. Na primer o tolmačenju podatkov, ali sta znanost in Sveto pismo v navzkrižju, kako razložiti prva poglavja 1. Mojzesove knjige, nastanek življenja, potop, dinozavre. Vsaka tema je povzeta in napisana zelo razumljivo, brez tehničnih izrazov, da jo lahko razume vsak. Na voljo je v angleščini in španščini. Ne vem pa, ali je na voljo tudi v katerem drugem jeziku. Povezavo bom pustila v dodatni snovi. Naslov poglavja, o katerem pravkar govorim, se glasi: Kakšna je teorija stvarjenja? Gibson jo imenuje teorija stvarjenja, jaz pa svetopisemski kreacionizem. Znana je tudi kot nedavno 6-dnevno stvarjenje. Zakaj tega ne imenujemo kar stvarjenje? Ker, kot smo že omenili, ko smo govorili o vmesnih teorijah, obstajajo še druge možnosti, ki prav tako uporabljajo besedo stvarjenje ali kreacionizem, pa niso to, o čemer govorimo tukaj danes. V mislih imam teorijo vrzeli, ki trdi, da obstajata 2 stvarjenji, ki jo ločuje dolgo časovno obdobje, ali ideja dan leta, kjer naj bi vsak dan stvarjenja trajal milijone let, ter teorija stvarjenja, ki ni ista kot kreacionizem mlade Zemlje. Kot bomo kasneje videli, ne zahteva mlade Zemlje ali da bi bilo vesolje ustvarjeno pred 6000 leti. Prvo, kar Gibson poudarja na začetku poglavja, je, da teorija stvarjenja domneva delovanje nadnaravne sile, ki je uporabila postopke, ki jih mi ne razumemo.
Zato se dogodke, ki so se zgodili pri stvarjenju, ne da odkriti empirično, ampak se razodenejo nadnaravno. Kaj to pomeni? Zadnjič smo spoznali, da je v naravi več podatkov, ki namigujejo na načrtovanost. Če ne bi bilo tega razodetja ali svetega pisma, ne bi mogli vedeti, kaj je Bog ustvaril v 7 dneh. In da je prvi dan ustvaril svetlobo, 5. dan pa ptice in ribe. To vemo, ker tako pravi sveto pismo. Kdor se drži tega vidika nastanka, veruje, da je sveto pismo Božja beseda. Verujemo, da govori resnico in da se je to, kar piše v 1. Mojzesovi knjigi od 1. do 3. poglavja, zgodilo natanko tako, kot je zapisano. Prejšnjič smo rekli, da inteligentni načrt poskuša ohraniti razpravo o nastanku izključno znanstveno. V svetopisenskem kreacionizmu je drugače. Gre za versko stališče. Mnoge ključne točke te teorije ne izhajajo iz znanosti, marveč iz svetega pisma. Kaj pa so te ključne točke? Prva točka: Bog prihaja od zunaj in je starejši od fizičnega vesolja. Sveto pismo se začne z besedami: v začetku je Bog ustvaril nebesa in zemljo. To kaže, da je bil Bog tam pred čemerkoli drugim. Obstajajo še druge vrstice v svetem pismu, ki povedo enako. Recimo v Janezu 1. poglavju od 1. do 3. vrste. Tam govori o Jezusu in pravi: v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in Bog je bila beseda. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. Prva ključna točka je torej, da je Bog večen, kar ga postavi v različno kategorijo od vsega drugega, od fizičnega, začasnega, vsega, kar je ustvaril. Druga točka: Bog ustvarja svojo besedo. Po vsej 1. Mojzesovi knjigi beremo, da je Bog ustvaril z besednimi ukazi, ki so se avtomatsko izpolnili. Bodi svetloba in bila je svetloba. Bodijo bog sredi voda, bodi kopno in naj bodo vode. To kaže, da Bog ni odvisen od prej obstoječe snovi, da bi ustvarjal. To pa ne pomeni, da ne more ustvarjati z uporabo obstoječe snovi. Ko je ustvaril Adama, je to naredil drugače. Ne z besednim ukazom, ampak ga je sam oblikoval iz zemeljskega prahu. Ko je ustvaril Evo, je uporabil Adamovo rebro. Tretja točka: 6 dni stvarjenja plus 1 dan počitka. To smo že nekajkrat omenili, a ker gre za temelje svetopisemskega stvarjenja, še enkrat povejmo, da so bili dnevi v 1. poglavju 1. Mojzesove knjige dobesedni. Imajo večer in jutro. To vemo, ker izvirna terminologija besedila to pojasni. Pa tudi sam Bog je to potrdil v 2. Mojzesovi knjigi, 20. in 31. poglavju. Bog je velel svojemu ljudstvu, naj posvečuje soboto dobesedni dan, kajti v 6 dobesednih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, 7. dobesedni dan pa je počival. Četrta točka: raznolikost od vsega začetka. Besedilo v 1. Mojzesovi knjigi da jasno vedeti, da je Bog ustvaril različne tipe živali, biti neodvisno enega od drugega, in da je ustvaril različne vrste vsakega bitja. 3. dan je omenil travo in drevesa. 5. dne je govora o živih bitjih, o njihovih vrstah, o velikih morskih živalih in krilatih pticah. 6. dne pa je naredil govedo, zveri in plazivce. Ni dvoma, da so živali ali rastlinski svet mnogovrstni že od začetka in da živa bitja nimajo skupnega prednika. Peta točka: posebna stvaritev človeka. Bog je človeka ustvaril isti dan kot kopenske živali, a besedilo da jasno vedeti, da je pri tem bitju nekaj posebnega. Dejali smo že, da si je Bog vzel čas in sam izoblikoval Adama ter vanj vdihnil svoj dih.
s tem mu je dal življenje. Zelo pomembno je, da smo ljudje edina bitja, ki smo ustvarjena po Božji podobi. Besedilo pove, da sta tako moški kot ženska ustvarjena po njegovi podobi. Naslednja lastnost, ki loči ljudi od živali, je, da sta bila Adam in Eva ustvarjena ločena, potem pa združena v zakon, kar jo naredi podobna Bogu, saj nas spominja na individualnost in povezanost trojice. Šesta točka. Dobro prvotno stvarjenje, ki se je pokvarilo. Poročilo o stvarjenju 6-krat omeni, da je to, kar je ustvaril Bog, dobro. 7., ko je bilo vse dokončano, pa je potrjeno, da je bilo zelo dobro. Te lastnosti svetopisemski kreacionizem loči od vseh vmesnih teorij, v katerih je prvotni Božji načrt že od začetka vseboval trpljenje in smrt. Po svetopisemskem poročilu svet, ki ga je ustvaril Bog, tega ni vseboval. Ni bilo propadanja, trpljenja, bolečine in smrti. Ti so vsiljivci, ki so pokvarili zemljo, potem ko sta se Adam in Eva odločila biti neposlušna. To stališče je skladno z deli Svetega pisma, v katerem je smrt opisana kot posledica greha in kot sovražnik, ki ga je treba premagati. Stvarstvo vzdihuje zaradi greha in prihaja nova zemlja, kjer ne bo trpljenja ali smrti. In končno 7. točka. Nedavno stvarjenje. Kako nedavno? Pisci Svetega pisma ne omenjajo datuma stvarjenja. S pomočjo svetopisemske kronologije so to izračunali, a dobili različne rezultate glede na vir. Najbolj znanih 6000 let temelji na masoretskem besedilu iz Svetega pisma. A če uporabimo Septuaginto, se številka poveča na 7500 let. Ker Sveto pismo ne omenja pomembnosti natančnega datuma in vemo, da svetopisemska kronologija včasih preskoči kakšen rod, večina kreacionistov raje reče manj kakor 10.000 let. Jasno je, da se gibljemo nekje znotraj nekaj tisoč let, 6000 let, 7000, 8000 let. Svetopisemsko besedilo ne dopušča, da bi to obdobje raztegnili neskončno in seveda ni govora, da bi šlo za milijone ali milijarde let. In tako vemo, ne kar bi bilo znanstveno dokazano, ampak ker tako pravi Sveto pismo. Sledi drugi del. Česa ne verujemo. Ta naj ne bi bil potreben, a so ljudje, ki se jim še sanja ne o tem, kaj je svetopisemski kreacionizem. Informacije spleta pa velikokrat pri tem ne pomagajo. Naj podam primer. Vemo že, da sta inteligentni načrt in kreacionizem dve različni stvari. Če pa ju iščemo v Wikipediji, se članek o inteligentnem načrtu začne tako. Ta članek govori o obliki kreacionizma. Naslednji primer je bolj resne narave. Če na Wikipediji iščete besedilo fiksizem, najdete dolg članek in v delu z naslovom Fiksizem danes beremo. Trenutno se sledilci fiksizma v Združenih državah trudijo, da bi ga poučevali v šolah kot enakovrednega teoriji o evoluciji. To je popolnoma zgrešeno. Zato je ta del potreben. Opisali bomo reči, ki niso del svetopisemskega kreacionizma. Svetopisemski kreacionisti niso fiksisti. Fiksizem je ideja grškega izvora, ki pravi, da je narava nespremenljiva od stvarjenja dalje.
V preteklosti je Cerkev sprejela to verovanje in potrdila, da ker je Božje stvarjenje popolno, se ne more spremeniti. Vrste, ki so bile na svetu, ki jih je ustvaril Bog, so še vedno iste in tam, kjer so jih odkrili. Dva znana kreacionista, Carl Linné in George Cuvier, sta bila fiksista. Že od časa Darwina je bilo to verovanje manjšinsko. Ko je Darwin predstavil idejo o spreminjanju vrst z naravno selekcijo, je večina znanstvenih in verskih skupnosti že sprejela, da se živali in rastline lahko spreminjajo. Tako kot Darwin so se vsi zavedali, da so zaradi umetne kmetijske selekcije nekatere vrste doživele izrazite spremembe. Danes vsi kreacionisti verjamejo, da se vrste živali in rastlin lahko spreminjajo zaradi različnih mehanizmov. Sam Bog je potrdil v Svetem pismu, da se bodo živali in rastline zaradi posledic greha spremenile. Kača se bo plazila, kar namiguje na to, da se prej ni. Rastline bodo obrodile trnje, kar pomeni, da prej tega ni bilo. Vprašanje, ki si ga zastavljajo kreacionisti, ni, ali se živa bitja lahko spreminjajo, kar seveda se, temveč kakšne spremembe so možne in koliko se lahko spremenijo. O tem bomo spregovorili v kratkem, a čaka nas še en del. Svetopisemski kreacionisti ne verjamejo, da je Zemlja ravna. Boli me, da moram govoriti o tem. To bomo predelali čim hitreje, saj nas čaka še veliko drugega. Omeniti pa je treba, saj se na spletu in nekaterih člankih kreacioniste daje v isti koš kot zagovornike ravne Zemlje, ker ti trdijo, da svoja verovanja temeljijo na dobesedni razlagi Svetega pisma, tako kot mi. Za mnoge sta ti poziciji enaki, enako neznanstveni in absurdni. Izkaže pa se, da to dvoje ni isto. Sploh si nista podobni, saj Sveto pismo nikjer ne govori, da bi bila Zemlja ravna. Vsa besedila v bran tej ideji so uporabljena izven konteksta, kakor to, ki ga vidite na zaslonu, in četudi ste morda slišali nasprotno, razen ekscentrikov, ki se najdejo povsod, je Cerkev vedno verjela v okroglo Zemljo. Neumnost o ravni Zemlji se je pojavila v 19. stoletju v poskusu, da bi diskreditirali ljudi, ki resno jemljejo Sveto pismo. Če torej poznate koga, ki verjame, da je Zemlja ravna in pravi, da njegovo verovanje temelji na Svetem pismu, mu prosim recite, naj razišče, naj bere strokovnjake, ki so raziskali Sveto pismo. Naj se ne pridružuje spletnim zarotam. Recite jim, da cerkvi ne delajo usluge, prav nasprotno. Zaradi takšnih neracionalnih stališč se ljudje, ki verujejo Svetemu pismu, mečejo v isti koš in potem nas ne jemljejo resno. Pustimo zdaj to temo in se preselimo na tretji del, ki bo morda najzanimivejši danes. Reči, ki jih ne vemo. Poročilo prve Mojzesove knjige je zelo jasno v nekaterih rečeh, obstajajo pa zadeve, ki niso jasne. Ob tem se porajajo vprašanja. Komentirali bomo nekaj teh vprašanj, vedite pa, da nimam dokončnih odgovorov. Kdaj je bilo ustvarjeno vesolje? Obstajajo različni načini za razlago prvih vrstic Svetega pisma. Nekateri menijo, da poročilo vključuje stvarjenje celotnega vesolja in da se dogodki od vrstic od 1 do 3 vrstijo en za drugim, ne da bi med njimi minil čas. Tako bi Bog ustvaril vesolje vključno z Zemljo pred 6000 leti, potem pa jo začel urejati in napolnil z življenjem. To je stališče kreacionizma mlade Zemlje. Po drugi razlagi bi se prva vrstica, ki se nanaša na stvarjenje vesolja, lahko zgodila pred tednom stvarjenja in bi lahko bila ločena od njega z dolgim časovnim obdobjem, celo milijoni let.
Sveto pismo nam ne poda podrobnosti o postopku stvarjenja vesolja, zato ljudje, ki verjamejo tej razlagi, velikokrat sprejmejo možnost velikega poka kot mehanizma, ki ga je Bog uporabil za stvarjenje. Veliko pozneje, pred nekaj tisoč leti, je bila zemlja v kaosu in pusta. Tedaj je Bog začel organizirati in ustvarjati življenje v dobesednem tednu, kot je opisano v prvi Mojzesovi knjigi, 1. poglavju. Poleg omenjenih glavnih možnosti so še druge možne razlage. Na primer, so takšni, ki menijo, da je bilo vesolje ustvarjeno pred milijoni let, a da svetopisemsko besedilo ne govori o tem, temveč le o astronomskem okolju, o nebu nad zemljo, kar naj bi bil sončni sistem. Ti verjamejo, da je bil sončni sistem ustvarjen pred okoli 6000 leti, zvezde pa so lahko starejše in tudi ostalo vesolje je lahko starejše. Znotraj adventistične cerkve so podporniki vseh treh razlag, tako med teologi, kakor tudi znanstveniki. Med argumenti, ki jih uporabljajo podporniki prve možnosti in se meni zdi bolj tehten, je tale. Čas med stvarjenjem vesolja in življenja na Zemlji sovpada z našim videnjem velikega spopada, vesoljnega spopada. V tem času bi se lahko odvil Satanov upor in so bili morda ustvarjeni drugi svetovi. Naslednji argument, ki ga pogosto uporabljajo v korist starodavnega vesolja, je, da če bi bilo vesolje staro samo 6000 let, ne bi mogli videti toliko zvezd, ki jih vidimo danes, ker so več kot 6000 svetlobnih let oddaljene od Zemlje in nas prvi žarki njihove svetlobe še ne bi dosegli. So zvezde, ki so nam bližje, druge pa dlje. Po moje je ta argument veliko šibkejši od prejšnjega. Če ima Bog moč ustvariti zvezde, ima tudi moč ustvariti žarek in ga v hipu pripeljati do Zemlje. Adventistični znanstveniki, ki imajo raje prvo možnost, pogosto trdijo, da obstaja veliko astronomskih dokazov za veliki pok in staro vesolje. Nimamo časa, da bi se spuščali v podrobnosti, pa tudi zelo zapletena tema je, a v dodatnem materialu vam bom pustila nekaj člankov o tej temi in sicer adventističnega astronoma Marta de Groota. Podporniki mladega vesolja se na to odzivajo s protiargumentom starosti. V času tedna stvarjenja je Bog ustvaril veliko reči, ki se zaradi fizične zunanjosti zdijo veliko starejše, kot dejansko so. Adam in Eva ter živali so bili ustvarjeni odrasli, tudi drevesa so bila ustvarjena v napredni fazi razvoja. Če bi bili prvo soboto navzoči v Edenskem vrtu in bi videli Adama in Evo brez dodatnih informacij, ne bi nikoli pomislili, da sta stara komaj en dan. Nekaj podobnega bi se lahko zgodilo s planetom Zemlja in vesoljem. Iz nekega razloga se zde starejši, kot dejansko so. S tem je povezano vprašanje, na katerega nimam odgovora. Od kod svetloba prvega dne? Danes svetloba, ki ločuje dan od noči, prihaja od sonca. V poročilu iz Geneze se dan in noč pojavita prvi dan, sonca pa ni še do 4. dne. Mimogrede, tudi imenovano ni bilo tako. Preprosto se ga imenuje večja luč. Kreacionistični teologi in znanstveniki so se spraševali o tem in prišli do različnih razlag. Pustila vam bom povezavo do kratkega članka Richarda Davidsona v dodatnem materialu. Glavne razlage so podane zelo poenostavljeno in jasno, od kod svetloba na prvi dan stvarjenja. Tu bom samo omenila možnosti, ki sta najbolj znani in najbolj ustrezata svetopisemskemu besedilu. Prva,
Svetloba prvega dne je od Boga. Ideja, da Bog izžareva svetlobo, se pojavi večkrat v Svetem pismu, zato ni pretirano misliti, da je Bog uporabil lastno svetlobo, da je razsvetljeval planet in ločil dan od noči v času prvega dela tedna stvarjenja. Četrtega dne pa je to nalogo predal soncu in mesecu. Skladno s to razlago želi Bog razjasniti, da sonce in mesec nista Boga. To verovanje je bilo zelo razširjeno med starodavnimi ljudstvi. Sonce in mesec sta predmeta, svetilki, ki služita. Druga možnost je, da sta sonce in mesec že bila ustvarjena pred tednom stvarjenja, ampak sta bila zemlje nevidna, ker je bila atmosfera gosta in je svetloba prodirala skoznjo. Oblike pa se niso razločile. V izvirniku Svetega pisma je Božji ukaz na četrti dan, s katerim je ustvarjal, nekoliko drugačen od drugih dni. To si lahko razložimo, kakor da ne opisuje stvarjenja sonca, meseca in zvezd, ampak da gre zgolj za opis njihovih funkcij, da razmejujejo dneve, leta in letne čase. Ta razlaga je združljiva s tisto o starem vesolju. Zvezde naj bi bile že navzoče pred tednom stvarjenja, sonce bi bilo vir svetlobe na zemlji, kakor je danes, Bog pa je na četrti dan to naredil vidno. Zdaj pa pojdimo na vprašanja, ki so povezana s stvarmi, ki smo jih videli v prejšnjih srečanjih. Katere vrste organizmov je ustvaril Bog? Kaj pomeni svetopisemski izraz po njihovi vrsti? Koliko se lahko ustvarjeni organizem spremeni? V prejšnjem delu smo pojasnili, da svetopismo navaja, da je Bog ustvaril različne vrste organizmov v vsaki kategoriji: rastline, vodne živali, leteče živali in kopenske živali. Dejali smo tudi, da v svetopisemskem besedilu nič ne govori proti spremembi, prav nasprotno. V prvi Mojzesovi knjigi, 3. poglavju, svetopismo navaja, da se bodo živali in rastline spremenile zaradi greha. Kaj torej misli svetopismo, ko govori o rastlinah in živalih po njihovi vrsti v prvi Mojzesovi knjigi, 1. poglavju, 11. vrstici in 21. vrstici in 24. ter 25. vrstici? Prva naloga, na katero moramo biti pozorni, je, da so uporabljene besede drugačne, odvisno od različice Svetega pisma, ki ga uporabljamo, ter jezika, v katerem beremo. V španščini nekje govori o spolu, drugič pa o vrstah. V angleščini piše po vrstah. Predvidevam, da so tudi v drugih jezikih razlike. Že to nam pove, da besedam ne smemo pripisovati zelo strogega ali določenega pomena. Predvsem pa tem besedam ne smemo pripisovati pomena, ki ga imajo danes v znanstvenem kontekstu. Sedanja znanost vrsto opredeljuje kot skupino organizmov, ki so se zmožni razmnoževati skupaj v naravi. Obstajajo živali, ki so si podobne, a veljajo za različne vrste, ker se normalno med seboj ne razmnožujejo. Za primer vzemimo ti španski ujedi, ki veljata za različni vrsti. Ali to pomeni, da jo je Bog ustvaril ločeno? Precej prepričana sem, da se odgovor glasi ne. Sta iste vrste živali, ki sta se malce spremenili in prilagodili različnemu okolju in razmeram. V tem primeru je dokaj jasno, da sta ptici skoraj identični. Koliko pa se lahko organizem spremeni? Kje je meja? To je posebno polje raziskav, ki se imenuje baraminologija. Proučujejo nekateri biologi kreacionisti. Cilj raziskav je odkriti, katere vrste organizmov je Bog ustvaril ter jih razvrstil v skupine organizmov, ki imajo skupnega prednika. Na primer, par živali, ki je bil na Noetovi barki. Z uporabo različnih tehnik so ugotovili te skupine. Ena teh je proučevanje reproduktivne kompatibilnosti. Če sta dve živali zmožni imeti potomce, je to zato, ker sta si podobni, dovolj podobni in sta v preteklosti imeli skupne prednike.
Tako, na primer, domnevamo, da je večina psov, kojotov, volkov, šakalov in celo lisic del ustvarjenega tipa ali vrste, ker se lahko parijo in imajo hibride. Na tej fotografiji vidite kojo psa. To je mešanec med psom in kojotom. Enako velja za družino konjev, kamor spadajo še osli in zebre, ker se lahko skotijo hibridi, kakršnega vidite na zaslonu. Podobno je z racami, goskami in labodi, ki se lahko med seboj razmnožujejo, zaradi česar jih lahko uvrstimo v skupni ustvarjeni tip ali vrsto. V primeru velikih mačk se izkaže, da imajo tigri in levi hibridne potomce, torej imajo tudi ti skupnega prednika. Pa ne bi dobili samo tigrov in levov, tudi križance dobimo, hibride. Ne vemo natančno, kje so meje teh sprememb, a večina znanstvenikov, kreacionistov jo postavi na raven družine. Znanstvena klasifikacija živih bitij ima več kategorij. Najmanjša je vrsta, sledi rod. Dve živali istega rodu sta si zelo podobni. Zato ni dvoma, da imata skupnega prednika. Pes in volk, na primer, sta oba iz rodu Canis. In ptici, ki sem ju pokazala prej, sta iz rodu sokolov. Naslednja kategorija je družina, v kateri so zajeti podobni rodovi ali vrste. V primeru Canis so to volkovi in psi, pa tudi šakali, dingi in lisice. To bi bil najvišji nivo sprememb, ki jih kreacionisti sprejemajo in ločujejo mikroevolucijo od makroevolucije. S tem povezano sledi vprašanje, na katerega prav tako nimamo odgovora: kako pride do sprememb? Rekli smo, da je bilo božje stvarstvo dobro, danes pa v naravi vidimo veliko reči, ki niso dobre. Vidimo plenilce in parazite, ki povzročajo trpljenje drugim živalim, strupene rastline in živali, bolezni, ki jih povzročajo bakterije, virusi in plesni. Odkot vse to? Kratek odgovor bi bil, da ne vemo. Verjetno je vključenih kar nekaj procesov. Mutacije in naravne selekcije v naravi obstajajo in so morda povzročitelj nekaterih sprememb. Druge spremembe je Bog morda vnaprej sprogramiral ob izvirnem načrtovanju organizmov, da se lahko prilagodijo grešnemu svetu. Če je Bog načrtoval načrt zveličanja pred stvarjenjem sveta, je smiselno, da je načrtoval tudi strategije, ki dovolijo rastlinam, živalim in ljudem preživetje, dokler ne pride do uresničitve načrta zveličanja. Prav tako je možno, da je Bog po grehu aktivno posegel in spremenil nekaj lastnosti živih bitij. Prekletstva iz 1. Mojzesove knjige 3. poglavja se da razložiti na dva načina. Prvič, Bog je predvideval, kaj se bo zgodilo kot posledica greha. Recimo, da bo kača izgubila krila zaradi mutacije, ali pa drugič, Bog je deloval neposredno in je kači odstranil krila ter jo prisilil, da se plazi. Obstaja pa tudi možnost neposrednega delovanja Satana, ki je s tem povzročil spremembe. Vemo, da je Satan knez sveta. Iz Joba vemo, da lahko manipulira z naravo in človeškim telesom, kadar to dovoli Bog. To je zelo zapleteno vprašanje, na katerega nimamo jasnega odgovora. Kot ste videli, tudi na prejšnja vprašanja nimamo edinstvenih in sporazumnih odgovorov. To lahko nekatere moti, jaz pa mislim, da je dobro. Prvič, dela nas ponižne, saj nam kaže, da ne vemo vsega. In drugič, pomaga nam razumeti, da so odgovori na isto vprašanje lahko različni, da različni ljudje lahko vidijo stvari drugače in da se lahko drug od drugega učimo in se spoštujemo, skupaj delamo,
tudi če se ne strinjamo vsem. Kar nekaj mojih kolegov na GRI podpira teorijo mlade zemlje, drugi pa teorijo stare zemlje. Moj občudovani profesor Leonard Brandt ima v živalih nekaj idej, s katerimi se ne strinjam. In to je v redu. Na koncu nas vse to spomni, kako malo dejansko vemo in kako smo odvisni od Boga, ki daje pravo modrost in znanje. Naslednjič bomo začeli drugo polovico niza predavanj s poudarkom na znanstvenem znanju v povezavi z nastankom. Povedala vam bom, kar mislimo, da vemo, je pa mogoče, da bomo čez čas odkrili, da smo bili v zmoti glede veliko reči. Ena najlepših lastnosti znanosti je, da vedno napreduje, se popravlja in se uči iz napak. Zato je tako uspešna, je pa iz tega razloga tudi nezanesljiv temelj, na katerem bi gradili svojo življenjsko filozofijo. Naj končam, kjer sem začela. Svetopisemski kreacionizem ni znanstveno stališče. Čeprav znanstveni dokazi podpirajo idejo o čudovitem načrtovanju vesolja, Zemlje in živih bitij, ne verjamem v 6-dnevno stvarjenje, ker tako pravi znanost, temveč zato, ker tako pravi svetopismo. Zame je svetopismo zanesljiv temelj, saj osebno poznam avtorja in vem, da lahko popolnoma zaupam njegovim besedam. Naslednjič začnemo biološki del z naslovom Kompleksnost in medsebojna odvisnost.